pozdrav, daleč prav rodna mi vlast. In ko zavrneš povej, daj Bog odbivanje prej, daj spet domov, prihod bregov, šla bom tja v rodno mi vlast. Spet, mrzel je svet, daleč je rodna mi vlast. Sama sem spet, mrzel je svet, daleč je rodna mi Ja, trio Modrica, jaz mislim, da si res zaslužijo še en aplavz, bomo rekli. Dobrodošli tukaj na naši žagi, na zmeram bolj slikarski žagi. Izredno sem vesel, da tudi dobro sodelujemo z Zvezo likovnih društev Slovenije in da bomo mogoče tudi v bodoče še kakšno razstavo naredili. Predvsem pa sem vesel, da hodite slikarji tukaj na ta izvir, ker je enkratna energija prav za slikati in tudi na tem našem notranjskem koncu je izredno dosti slikarjev, ki poganjajo korenine in ki so jih že pred mnogimi leti tudi pognali. Upam, da bo tudi podpora občine še naprej. Hvala občini za vso pomoč, ki nam jo nudi in seveda potem pa še kakšna beseda pa na našem centru v Podcerkvi. Zdaj bi pa dal besedo naši umetnostni zgodovinarki Poloni Škodič, da malo oriše našo razstavo. Hvala lepa, rada pridem tudi jaz sem na žago v Podcerkev, kjer se vedno dogaja nekaj zanimivega, kjer se ustvarja, kjer se srečuje vsa Slovenija in pravzaprav tudi ves svet. Če tako lahko rečemo, kajti številni dogodki, ki se dogajajo v Podcerkvi, kamor bomo šli tudi danes na še en čudovit dogodek, imajo mednarodni, da ne rečem, in še kakšen ugled. Kaj naj dodamo tejle razstavi oziroma kaj naj povemo o izboru del, ki vas nagovarjajo na Zlati paleti, torej 2017 s tematskim naslovom Iskanja. Prišlo je kar precej del, moram reči, predvsem tudi slikarskih, in v komisiji ocenjevanja smo se znašli magister Zoran Poznič, akademski kipar, magistra Karmen Bajec, akademska slikarka in moja malenkost, kot pravijo, Polona Škodič, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Ogledali smo si vsa prispela dela in jih seveda zaradi pravil nekatera tudi izločili. Resnično se je pod besedo ali pojmom iskanja dogajalo marsikaj, ampak mi smo predvsem iskali v tistih, ki so v likovnem svetu in prostoru iskali sporočilo več.
Namreč ne gre tukaj za iskanja samega sebe in svojega notranjega sveta, gre hkrati tudi za iskanja tega, kako sporočiti skozi likovni jezik. No, in tukaj imamo resnično kar nekaj različnih tehnik, od slikarstva do kombiniranih tehnik, do nekakšnih inštalacij, potem imamo kiparske izdelke, mozaik oziroma sestavljenke iz neslikarskih materialov oziroma iz naravnih materialov. Skratka, ena pisana druščina, ki nas bo nagovorila o teh iskanjih. Res tale pojem je zelo kompleksen in mogoče ga, kar mogoče kakšna četrtina udeležencev ni prav razumela in se ni prav odzvala. Je pa resnično pojem tudi zelo širok in kompleksen v smislu likovnih prizadevanj. No, po celem temle čudovitem prostoru so raztroseni objekti, skulpture in, kot sem dejala, že nekatere kompozicije, ki jih ne ogledamo vsak dan. Namreč ta iskanja znotraj sebe odkrivajo tudi idejo. Ne gre samo za zamisel, za iskanja v širšem pomenu, gre tudi za tisto idejo, ki nas bo nagovorila tukaj in zdaj. In če se bo mogoče komu zdelo neverjetno, kaj dela na Starem Gašperčku en razbit lavor z barčico, a se kdo heca mogoče, ali pa se bo komu zdelo čudno nagovor skulpture s slamnikom in klobukom, na katerem je seveda ameriška zastava in nas takoj spomni na Melanijo in na Trumpa. Skratka, gre za nekaj aktualnih rešitev, ki so jih sodelujoči poskušali najti znotraj tega našega sveta. To je kot nadaljevanje nekega informela, pojem potrošništva, pojem preobremenjenosti, pojem lepote, zgrešenega vizualnega sveta, ujetih barbik v zlati kletki, čisto shujšanih, kaj ne da. Vse to je naš svet in nekateri avtorji so dejansko skozi svoj notranji svet hkrati odgovorili tudi zunanjemu. Gre za ta odgovor, aktualen, tako da bomo srečali marsikaj tistega, kar nas dejansko obkroža v tem našem svetu, v tej naši stehnizirani družbi. Vse tisto, kar je morda resnično neumetniško na prvi pogled, je pa odlična ideja. In to idejo seveda znotraj teh iskanj tudi podpiramo. Kako izraziti svoj odnos do sveta, svoje videnje skozi en likovni objekt ali likovni prostor. No, prav gotovo bo pozornost pritegnila, verjamem, vsako od razstavljenih del, ker je zanimivo, ker je vredno pogleda. Slogi pa, kot vidite, že tukaj so zanimivi, nekaj abstrakcije, ekspresionizma, nekaj figuralike, poigravanja, sestavljanja, skratka, kar pisana druščina, vse tja do morskih obal, ki so lahko neverjetno romantične, po drugi strani pa morska obala, ki nam bo razkrila, bomo kasneje si jo ogledali, točno tisto, česar se bojimo in kjer živimo. Se pravi, družbeno, politično, kritični aspekt skozi likovni jezik. To se ceni, to se išče. In to so ta iskanja, kajti umetniki so bili vedno in ustvarjalci, glasniki, so bili zrcalo družbeno-političnega okolja oziroma situacije, v kateri so se nahajali. In jaz tega še premalo vidim vsak dan, kajti družbeno angažirani umetniki resnično pripomorajo k odpiranju oči. In nekaj malega ali pa velikega hkrati bomo v tem kontekstu doživeli tudi danes. Torej, polno sočnih idej, kako ustvariti
neko figuraliko, neko sporočilo, nek izraz, kako povedati nekaj več skozi najrazličnejše materiale, oblike, figure, od abstrakcije do realizma in še česa. No, in v tem mozaiku prizadevanj seveda ne izostane zlata paleta nagrajencev, ki jih je komisija, se pravi, tudi izbrala kot najboljše v letošnjem letu, ampak o tem nekoliko kasneje, oziroma prav kmalu. Z nami je tule tudi predsednik, ki je, lahko rečem, res gonilna sila, srce in budno oko nad vsem tem dogajanjem. In če smem še za konec pripomniti, vsa ta druščina iz vse Slovenije, ki se je tukaj le zbrala, nam pove še nekaj, kako priljubljeno je udejstvovanje in izražanje v likovnem jeziku in hkrati, kako močna je ta tradicija, namreč zlata paleta nekaj pomeni, dolgo je že prisotna in resnično pomaga iz anonimnosti ustvarjalcem, kvalitetnim ustvarjalcem, da se predstavijo z vsem svojim, lahko rečem, presežniki, nad ljubiteljsko dejavnostjo, tudi na bolj profesionalnem prizorišču. In tako je tudi prav, prijeti zlato paleto je čudovita vstopnica za vstop v širši kulturni prostor. Toliko z moje strani, rada verjamem, spoštovani, da bomo se zaustavili pri vsakem delu, v njem uživali, odkrili nekaj novega, če so pa z nami seveda tudi avtorji, pa nam bojo še kaj zanimivega tudi povedali. No, morda se vam bo zazdelo, da je kakšen predmet, razstavni eksponat, del te krasne žage, pa ni tako. Se boste kar potrudili, pa boste našli, kaj je tisto, s čimer nas ustvarjalci te palete nagovarjajo. Hvala lepa in seveda uživam pa še naprej.